Zaradi slabe vremenske napovedi se mnogi niso podali na pot. Tisti, ki pa so se, jim ni bilo žal. Še nikoli nismo bili na tem pohodu, prvič. In kako vam je recimo všeč? Odlično. Star bo 5 let aprila, bil je že 4-krat, oziroma danes je 4. pa vsak let je težje, ja, tako da drug let bo sam mogel hoditi. Zdaj 5. Zelo, zelo prijetno je in zato hodimo tale, ne? In se boste še vrnili? Sigurno, če bom le še živa. Lepo je, splača se iti. Škoda vsakega, ki ne gre na to pot. Kakšna je pot, je zahtevna? Ne, super, tako smo prišli na cilj, 2 urce pa je bilo, ne. Narava in žled sta pustila posledice tudi na mladostni poti našega velikega pisatelja Josipa Jurčiča. Tako da je kar 70 ljudi urejalo pot, da je bila ta za udeležence pohoda brezhibna. Seveda tudi v sedanjem žledu, ki smo ga imeli letos, je bilo treba kar trasa 16 km očistiti. Rabili smo 2 dni, ampak naši markacisti, vodniki, člani društva, delovne skupine so to naredile. No, jaz mislim, da je tale naš Jurčičev pohod že več kot pohod. Ljudje pridejo prvenstveno seveda zaradi pohoda, to je le prvi pohod v planinski sezoni. Pridejo pa tudi zaradi tega, ker vedo, da bodo tukaj naleteli na prijazne ljudi. Ker je letošnji pohod sovpadal s pustno soboto, smo na pohodu videli marsikatero masko, med njimi tudi ivanškega župana.